Kaj pričakujete od novega župana ali pa županje? Upamo, da bo boljše, da bi se pametno obnašali. Rekel, škoda opozicija ali pa pozicija je čisto vseeno, morajo biti enotni. Svoj glas sta oba kandidata oddala že na predčasnih volitvah. Emil Rojc pa se bo najprej zavzel za odkup zasebnih zemljišč, ki jih občina uporablja kot javno dobro. Iz preteklosti je precej teh zemljišč, na katerih so ceste in podobna infrastruktura, ostalo neplačanih in tukaj bodo velike težave, če se to ne uredi, ko nastopi nepremičninski davek. Protikandidatka ima za začetek drugačne cilje. Poskrbela bom za čimprejšnji sprejem proračuna, ki bo normaliziral stanje v naši občini. Takoj bom objavila razpis za sofinanciranje kulturnih, športnih in drugih društev. Storila bom vse, da se čimprej sprejme občinski prostorski načrt, ki zavira razvoj, tako gospodarski kot tudi urbanistični razvoj mesta. Strinjata se, da je ureditev šole v Podgradu in Kuteževem ter obnova vrtca v Ilirski Bistrici nujna. Rojc bi nova delovna mesta iskal skupaj s hrvaškimi sosedi. Veliko upov glede poslovnih priložnosti vidi v ruskem konzulu, ki prav v Ilirski Bistrici odpira svoja vrata in bo tako vez med Slovenijo ter Rusijo. Dolgoročno pa je moja prioriteta odpiranje novih delovnih mest, ker vemo, da bo v naslednji evropski perspektivi bodo imeli prednost tisti projekti, ki bodo zagotavljali nova delovna mesta. To nameravamo početi skupaj s sodelovanjem z obmejnimi hrvaškimi občinami, kar nam bi prineslo dodatne točke. Valenčičeva izpostavlja male obrtnike. Bistrica potrebuje poslovni inkubator, kjer bi, predvsem mladi, iskali nove podjetniške ideje. Veliko moramo narediti tudi na področju gospodarstva, nimamo delovnih mest, zato je potrebno dokončati industrijske cone, predvsem pa stimulirati investitorje domače in tudi kakšnega tujega, da bomo sploh začeli razvijati kakšno stvar. Zavzela se bo tudi za lažjo dostopnost do zdravstvenih storitev, ki bi jih uporabnikom približala z drugačno organiziranostjo.